Lep pozdrav na tak sončen dan iz Slovenj Gradca. Sem pred hišo Kazimire Lužnik in Miloša in grem povabiti Kazimiro na tek. Živijo Kazimiro in Miloš, živijo, ej. Živijo Miloš, čau. Kazimira, jaz bi šla pa s tabo malo na tek po Slovenj Gradcu. Bi me ti peljala? Tam, kjer ti tečeš? Tam, kjer tekam, seveda. Miloš, nas boš počakal. Ti boš me tu počakal. Boš varal hišo. Pa pejva. Ja, kar pejva. Adijo. Ja, kako štartaš svoj tek? Tukaj malo se pogreje. Se pogreje, bom držala. Da vidimo. Tako. Bravo. Pejva. Pejva. Kazimira mi pripoveduje še zadnje stvari, ki so se zgodile, da jih dam v knjigo. S Kazimiro namreč pripravljava njen biografski roman, njen življenjepis. Knjiga bo kmalu na voljo tudi za vas in upam, da jo boste radi prebrali. Smo pred cerkvijo Svete Elizabete, kjer je tudi orglan. Tu orglan pa že čez 40 let. Moj oče je bil tudi organist v Kanalu ob Soči in moj brat Anton Nanut, pa tudi znan dirigent, tudi on je veliko orglal doma v cerkvi in tako sem tudi jaz dobila veselje potem do orglanja. In ko sem se poročila in prišla v Slovenj Gradec, sem tudi jaz tu začela orglati. Kazimira, zdaj pa pejva do bolnice, do tam, kjer si bila v službi in to skozi park, po katerem si tekla. Tako, tako pejva. V kabinetu, kjer sem dežurala, in sem seveda, če je bil mir, sem vrata zaprla in sem na mestu tekala. In sicer, kolikor sem mogla, hitro, čim bolj. In potem sem pogledala na uro, pa sem videla, koliko sem pretekla. Tako se mi zdi, da sem napredovala. Kazimira, ti si preveč v formi zame. Dobro si. Povej, kaj bi pa rekla ljudem, ki se ne gibajo? Jaz bi jim dala toplo na srce. Kakorkoli, kakršnokoli gibanje,
Ni rečeno sam tek, ampak kakršnokoli gibanje tako dobro učinkuje na zdravje in vsi si želimo biti čim bolj zdravi. To je vse. Jaz izkoristim vsak čas, če se ne da, da pridobim v gibanju. Ker vem, kako je to zdravo. Jaz sem zdaj 85, bom letos skoraj ne morem verjeti, ampak sem vesela, da se lahko še tako gibljem in sploh ne mislim na to, koliko let ima. Počutim se zelo dobro, čeprav seveda vsak trening te malo utrudi, ampak vem, da je to zdravo in da zato se bom dobro počutila. Koliko se čutiš stara? Ja, sploh ne bi rekla tisto stara. Jaz bi rekla, da se počutim mlado. Bravo. Mlado. Miloš bo letos 96. leto. Ampak on zgleda kot mladenič, ker vsak dan greva skupaj hoditi in ga vzpodbujam, da vsak dan gre. Tudi če se sam še počuti, pa reče, danes pa skoraj ne bi šel. Jaz pa mu pravim, poskusi, vse če ti ne bo šlo, bova pa nazaj domov prišla in še vedno je bil vesel, da je šel. In tako sva vsak dan prehodila najmanj 2 do 3 kilometre. Še danes me čaka, da bova šla. Dirigirala bom tudi 12. ali 13. aprila, ko bo revija pevskih zborov Mislinjske doline. 12. ali 13. to še ne vem. Ja, kdaj pa je istrski maraton? Kdaj je? 14. Jo, 14. Takrat bom pa tekla na istrskem maratonu. Rada bi še tudi smučala, ampak ne hodim veliko smučati, zato da ne bi možu bilo dolg čas doma, ker on ne smuča. Ampak ko rečejo, da je tekma, na tekmo se pa prijavim in sem vesela, da jo speljem. In sicer pri Bukovniku je bila letos, nič trenirala, ampak rekla sem, Kazimira, pejmo se sprobati, a sploh znaš še smučati, ker nisem niti enkrat bila na smučeh. In Kazimira na štart, ker ni bilo časa, preden ne vem kaj probala. In sem srečno pripeljala v cilj, čeprav da vam povem, da sem z obema palicama tako bremzala, da me ne bi vrglo ven iz vrat. Prišla sem pa srečno v cilj. Kazimira, jaz ne morem več. Mal pa še lahko. Pojdi. Sam mal. Jaz res ne morem več. Za moč nazivaš še nekaj sklec. Ojoj. No, kar prosim. Daj pa. Tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, še 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo! Kaput! Nisi neuničljiva. Da vidi, kakve mišice imaš. Jaz se imam.
Verjamem. Jaz kar tako pokažem, Ja. pa naredim tako. Ja. Res jih ima. Zdaj sem počasnejša, ampak včasih sem pa tudi dosegla tudi lepe rekorde. Tako sem šla 21 km, uro 26 in 42 km sem šla 3 ure 35, tako da sem zelo vesela teh rezultatov. Zdaj pa sploh na čas ne tečem več, ampak samo na užitek.